Zakaj sem rekel, da je Lucifer, vsaj moj Lucifer v tej zgodbi, tragičen v starogrškem smislu? Ena stvar, za katero sem se hotel na vso silo izogniti, je bilo to, da bi Lucifer tukaj spadal v ta klasičen filmski, oziroma neskni, Mr. Evil, gospod zlo, ki dela zlo zaradi zlega, ki je pravzaprav srednjeveška predstava, hudičev, ta a priori zlo. Šel sem preko vinka v temu, kar se tiče samega vprašanja zla, vprašanje tragičnega grškega junaka. Grki namreč niso poznali ne te besede, ne tega pojma. Grki so poznali dve besedi, kalos, kakos, to je dobro in slabo, ne pa dobro in zlo. To je modern krščanski izum, ki odpre neko celo drugo paleto konotacij. In referenca tukaj je zagotovo Nietzsche, ki v genealogiji morale ravno to distinkcijo vzpostavi in uveljavi, pravi, kaj hočem z onim nevarnim geslom, ki je napisano na kožo v moji zadnji knjigi, onstran dobrega in zlega. To pa nikakor ne pomeni ostran dobrega in slabega. Skratka, prvo, kar pravi, ja, to geslo je nevarno, lahko se ga takoj narobe razume. Ampak distinkcija je narejena. Grški dobro-slabo in krščanski dobro-zlo nikakor ne sopade. Gre za dva različna etična kodeksa, če hočete, dve različni etični drži. In stična točka, na posebnem primeru Luciferja, je točno točka upora. Recimo Platon ni imel, pač veste, grška družba gospodarjev in služnjev v prvi vrsti, in Platon, član te druge ospojske družbe, pravi, služnji niso slabi, ne zli, ampak slabi zato, ker so služni, zato, ker počnejo in upravljajo. Slabi so, ker se ne uprejo. In tukaj je, se mi zdi, ta točka Luciferja zelo pomembna. Če v krščanski tradiciji se ga drži vedno na strani zla, iz starogrškega vidika, Lucifer kot sužen, služavnik Boga, ki se upre, je ravno z grškega vidika nekaj dobrega. In to geslo, recimo ta obrat, je še najbolje zajel ravno John Milton v Izgubljenem raju, Paradise Lost, ko pač obravnava tam lika Satana post festum po padcu, pravi, zlo bodi zdaj moj dobro. In ta obrat perspektive in vse konsekvence, ki jih prenese s seboj, gonijo njegov lik v tem smislu. Ampak mislim, da ne samo na tej točki, Milton, tudi na točki, recimo, ko Adam in Eva na začetku molita Boga v poganskih ritualih, ne v institucionalizirano krščanskih. In druge točke, mislim, da Milton je zelo dobro se zavedal te razlike v etikah, starogrško, rimsko, krščansko, in da je precej pomembnih točk njegovega Paradise Lost tukaj zasnovane. Ampak mogoče v tem drugi priliki, ko bo govora specifično o Miltonu. Skratka, zadal sem si za nalogo, da ga zastavim kot starogrškega junaka in iskal sem med paleto možnimi grškimi tragičnimi junaki in tukaj se je že takoj ponudil en lik, na kateri bi lahko funkcioniral kot zgled lika Luciferja. Ta lik je Prometej, Prometej, ki krade bogovom ogenj in ga prinese med ljudi in že samo ime, sami že imenski ravni se oba lika razumeta. Sama zgodba je že samo po sebi zanimiva, ampak bi vam rad tukaj vse nekratko povzel, ker mislim, da čutiti določene paralele, kaj gre, ko obrnemo tako perspektivo. Najprej prelisiči Zeusa tako, da v priložnosti, ko so morali Griffici izbrati, kaj bodo smrtniki darovali bogovom skozi svoje obrede čaščenja, Prometej ponudi bogovom dve zbirni. To je zgodba o tem, kako so si razdelili, češ kaj bo ljudje obdržali zase, za jesti, kaj bo žrtvovali bogovom. In Prometej
ponudi Zeusu dve izbiri. Prva izbira skrije goveje meso v goveji želodec. Goveji želodec ali grški kulinariki, ki danes je kulinarična specialiteta, takrat je bilo nekaj to nejedljivega. In on skrije nekaj dobrega v goveji želodec. Na drugi strani pa mlete goveje kosti prelije z lesketavo mastjo, ocvirki, in to ponudi zdaj Zeus na izbere. In Zeusa valjda premami lesketava mast, zbere to, tako da dobijo bogovi mlete kosti, ljudem pa ostanejo goveje meso skrito v želodcu. Zgodba naprej mislim, da je znana, Zeus se seveda redezi te vulkane in ljudem zaradi te Prometejeve prevare vzame ogenj, ki ga pač kasneje, mislim, Zeus zakazan vzame ljudem ogenj in Prometej ga kasneje ukrade bogovom in ga daruje nazaj ljudem. V temu je Prometej tudi sam Luciferos, prinašalec luči. In kaj sledi? Zopet vprašanje želodca. Zeus Prometeja kaznuje tako, da ga vklene v verige, kjer mu v jastrbi vsak dan kljujejo drobovje, jetra in ki se mu vsak dan dnevno obnovijo, tako da ta muka, ki je že spominja na peklenske vsakodnevne muke, se perpetuira do dneva, ko ga reši Herkul, ampak to je druga zgodba.